Danes v Pomurskem dnevniku. Ukrepi v obšolskih dejavnostih. Mura gosti sloviti PSV. Univerzitetni klinični center Maribor poka po šivih. Prvi dan športa. Vreme. Jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Nošenje mask v prostorih, razkuževanje in umivanje rok ter vzdrževanje smiselne razdalje so le nekateri izmed ukrepov, s katerimi zagotavljajo varnost otrok v šolah. Kaj pa obšolske dejavnosti, kot so glasbene šole in športne dejavnosti v šolskih ali zasebnih prostorih? Tam namreč prihajajo v stik otroci iz različnih razredov, zato je upoštevanje sprejetih ukrepov ključno. Ukrepi niso odveč tudi pri plesni šoli Zeko, saj kot pravijo sami, želijo plesati čim dlje. V bistvu ni kaj preveč novosti, tako kot vse posod drugje. V bistvu razkožila so vse posod, spodbujamo plesalce in pa vadeče na skupinskih vadbah, da si razkužijo najprej roke, v garderobi uporabljamo masko, ker ni dovolj prostora, da bi imeli razdaljo. V plesnih dvoranah imamo na tleh na primer označene te razdalje, tako da se res tega držimo. Tudi na primer na WC, ko je med vadbami, povemo samo 2, tako kot so pač navodila, držimo se pač strogo vseh navodil, ki so nam dana. Medtem mora glasbena šola Music Club voditi evidenco vseh prisotnih, saj uporabljajo prostore tamkajšnje osnovne šole. Glasbeni pouk v naši glasbeni šoli poteka v bistvu na podoben oziroma enak način, kot potekajo šola oziroma pouk v osnovnih šolah, srednjih šolah. Torej, uporaba zaščitnih mask, osebna higiena, še toliko bolj pomembna, predvsem pa upoštevanje varnostne razdalje. Če je to le mogoče, če pa res ni, potem pa res obvezna uporaba mask. Glede na to, da na glasbeni šoli Music Club Murska Sobota uporabljamo prostore osnovne šole 3, se pravi, imamo tukaj v najemu prostore, se moramo tudi držati njihovih pravil in pa pravil Ministrstva za šolstvo o izvedbi izvenšolskih dejavnosti. To pa pomeni vodenje evidence vseh prisotnih na šoli. V našem primeru so to pač učitelji, mentorji ter seveda učenci. Ter podobna pravila, kot veljajo sicer na šolah. V šolo vstopajo samo učenci, torej mi pridemo iskat učence do vhoda, kjer jih pač starši pripeljajo. No, se pa seveda morajo teh pravil držati tudi odrasli učenci, ki so prav tako del naše šole. Tudi v Rokoborskem društvu Sobota se skušajo držati vseh priporočil, a brez fizičnega kontakta ne gre. Že meseca marca smo začeli ali pa se držimo strogo ukrepov, kateri nam pač nalaga Nacionalni inštitut za zdravje. Tako smo takoj 13. marca prekinuli z vso dejavnostjo in smo do 18. maja dejansko imeli dvorano zaprto. Izjemo so bili registrirani ali pa vrhunski tekmovalci, kateri so v državni reprezentanci in so se ne glede na situacijo pripravljali za prihajajoča tekmovanja, katera so pa nažalost pol bila odpovedana. Tako da več kot 2 meseca nismo delali nič. Pričeli smo spet v mesecu maju, to je 18. maja, seveda z strogimi ukrepi. Sprememba je bila ta, da so starši otroke pripeljali do vhodnih vrat naše dvorane, da so se otroci sami preoblekli in se pripravili za izvajanje naše dejavnosti, rokoborbe. Tudi sprememba je velika, da sedaj otroci na našem treningu izvajajo rokoborbo samo z enim partnerjem. Pravila so na prvem mestu, poleg tega pa so tudi že vajeni določenih korona ukrepov. Je pa res, da naprimer mi smo razkožila, imamo že 10 let na WC-jih, ker delamo z otroki, vsako leto je veliko bolezni in mi smo že ta razkožila uporabljali že prej, tako da ni bilo nekega posebnega. Tudi kar se tiče razdalje med treningi, že v osnovi ne moreš en zdraven drugega, ne? Tako da če damo roke na razen, vsak je že skoraj meter in več razdalje, tako da te stvari niso bile toliko
Bolj jim je čudno, ne vem, da morajo med treningom držati razdalja, zunaj se pa potem družijo v bistvu cele popoldneve, ne, tako da tu jim je tak malo nesmisel, ampak nekako smo rekli, dajmo ostranimo zdravi, radi bi samo čim dalj časa plesali, ker smo bili res odrezani nekako od tega kar dolgo časa, zato smo rekli, malo stisnemo zobe, pa bomo še to krizo predelali in potem upam, da normalno tudi naprej. Ja, v bistvu je tako, da res sezona se je začela že daleč pred korona krizo. Tam december, januar, februar smo imeli skoraj 50% otrok doma, ker so bile neke bolezni, ki jih noben ni znal opisati, kaj je. Tako da se je že tam zelo zmanjšal, potem pa od korone naprej pa od karantene v bistvu so nam prepovedali delati na šolah, ker smo zunanji. Tako da pri nas, ker niso avtobusne povezave tako močne kot nekje v velikih mestih, je to zelo velik problem. Lažje je, da mi pridemo na šolo, kot pa da oni se pripeljejo k nam, ker izguba časa in vsega, tako da smo tu res nekako mi in pa otroci po vaseh prikrajšani. Bili smo omejeni tudi normalno že za šolskimi počitnicami, tako da je res zdaj že 8 mesecev skoraj brez, oziroma bomo rekli 90% zmanjšan dohodek. Sedaj smo štartali septembra, zelo dobro, plesalci so se vrnili, bomo rekli pri skupinskih vadbah je mogoče še malce bolj strah oziroma lepo vreme je, tudi starejši začnejo bolj oktobra, tako da bomo videli, kje smo takrat, če nas ne bojo preveč zaprli oziroma ustrahovali. Za prihodnost obšolskih dejavnosti je zelo pomembno, da starši nanje pošiljajo le zdrave otroke, ki nimajo znakov nobene okužbe. Nogometaši Mure se bodo jutri v tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo pomerili s PSV-jem iz Eindhovna. Danes so v taboru črno-belih stopili pred novinarje in predstavili načrte za jutrišnjo tekmo. Najprej je padel estonski Nome Kalju, potem danski Aarhus, zdaj je na vrsti še nizozemski PSV. Pričakovati je povsem drugačno tekmo kot prejšnji teden. Zelo drugačno, iz preprostega razloga, ker način njihove igre je drugačen, kot je bil način Aarhusa. Imajo zadeve speljane tako, kot je za nizozemske ekipe, nekakšen slog, zelo hitro, zelo dinamično, zelo ofenzivno, tako da na te stvari moramo biti zelo pazljivi, na te stvari se bomo pripravili. Pa mislim, da imamo priložnosti, da je to nogomet, igra se ena tekma. Vemo, kakšna ekipa je PSV, kakšno kvaliteto imajo, ampak dali bomo vse od sebe, šli borbeno v tekmo in ne vemo, kaj bo tekma prinesla. Tudi tokrat bo odigrana zgolj ena tekma, česar so bolj veseli v taboru Mure. Verjetno prednosti je malo, ja, ker vseeno je teže, malo teže na dveh tekmah, tako da provali bomo izkoristiti to priložnost in bomo videli, kaj bo prinesla tekma. Črno-beli bodo jutri stavili predvsem na pragmatičnost. Če bomo šli z njimi v enakovredni tek, v tek, ki bomo poskušali loviti, ne bo v redu. Morali se bomo postaviti ekipno, morali se bomo postaviti pragmatično, to ne pomeni, da bomo bili nekako v defenzivnem bloku, ampak poskušali bomo biti kar se da enostavni, kar se da hitri, predvsem v tranzicijah iz faze obrambe, fazo napada in potem tudi iz faze napada, fazo obrambe. Tako da tukaj bomo mogli biti, bo moral biti poudarek na kolektivni igri, na kolektivu, ki bi lahko potem prinesel določene segmente v igri, kateri bi lahko mi izkoristili. Mislim, da tudi PSV, da je čvrsta ekipa, da bo treba stati tudi proti njim. Ampak ja, ekipa bi morala biti homogena, dobro so mogli postavljati v obrambi, igrati čvrsto in to je to. Za večino nogometašev bo to največja tekma v karieri doslej. Gorenjci pred prihodom v Muro ni predstavljal, da bo že tako hitro zaigral proti ekipi, ki je bila nekoč tudi evropski prvak. Pa v bistvu tega nisem pričakoval, ampak mislim, da smo si zaslužili, da smo prišli do tega, da garamo iz tekme v tekmo, da dajemo vse od sebe
in to je najpomembno. V sami igri črno-beli ne bodo smeli biti preveč spoštljivi do nasprotnikov. PSV je velik klub, ki je osvojil 24krat prvenstvo Nizozemske, 9krat pokal UEFA, mislim da. Enostavno je ekipa, katera je kot klub zelo velika, imajo pa nekaj mladih igralcev, zelo talentiranih igralcev in razlika 18-letnika v Nizozemskem ali pa 18-letnika v Sloveniji ni velika. Oba sta najstnika, dejstvo pa je, da imajo velik talent. Če bomo v sami tekmi, sami igri bili preveč spoštljivi do nasprotnika, ne bo v redu. Vsak pomeni, moramo biti tekmovalni, moramo biti ne glede na njihovo veličino kluba, še enkrat rečem spoštljivi, moramo biti v tem segmentu tudi pragmatični, da vemo proti kako in kaj. Morda za konec še to, kje lahko Mura nekako išče svoje priložnosti? Da damo en gol več od njih. Današnji trening so obiskali tudi člani navijaške skupine Black Gringos, ki so poskrbeli za dodatno motivacijo pred jutrišnjim dvobojem. Največ primerov COVID-19 v preteklem tednu je bilo v osrednje slovenski, savinjski in podravski regiji. Največji delež okužb predstavljajo okužbe iz lokalnih virov. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor ob tem opozarjajo, da ob tako eksponentni rasti števila okuženih pritiska ne bodo zdržali, saj že zdaj pokajo po šivih. Na COVID-intenzivni, kjer imajo na voljo 8 postelj, trenutno zdravijo 3 bolnike, 2 od teh sta še vedno v zelo kritičnem stanju. Zgolj v mestni občini Maribor pa je še 124 aktivnih primerov koronavirusa. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor se bojijo, da jih ob tem trendu v prihodnjih tednih čaka kolaps sistema, saj se okužbe v mestu še vedno širijo. Ta bolezen je tu in zgleda, da ne gre nikamor. Bolniki so tu in so za nas, verjemite mi, zelo resnični. Kapacitete, ki jih imajo na razpolago, so zapolnjene, bolnike preusmerjajo v druge COVID bolnišnice, saj so, kot pravijo, kronično kadrovsko podhranjeni. Ne želim strašiti, vendar pa so pred nami meseci oziroma tedni, ko moramo resnično, pametno in odgovorno ravnati in se držati ukrepov, če želimo omejiti val, ki prihaja. Ljudje zaradi podhranjenosti sistema ne pridejo do obravnave pri osebnih zdravnikih in se odpravijo tja, kjer so vrata odprta, na urgenco. Dogaja se celo, da lažejo o simptomih, da bi dobili zdravniško oskrbo. Včeraj vdor zaradi nepravilnega, treba povedati pošteno, zatajitve podatkov, vdor v belo cono, ne moremo si privoščiti, da bi izgubili delavce, ki so zdaj pa res zlata vredni. Medicinske sestre opozarjajo tudi na jezo pacientov, ki se lahko celo stopnjuje v verbalno nasilje in grožnje. Pacienti, ki prihajajo v urgentni center, so pogosto slabe volje, nepotrpežljivi, nestrpni. V tem trenutku znotraj ustanove okuženih ni, pravi direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, jim pa težave povzročajo karantenske odločbe zaradi okužb izven kliničnega centra. Pa seveda v mestu pojavljajo posamezna žarišča, kjer se lahko naši zaposleni okužijo, če tako temu rečem, v civilnem življenju, kar seveda kontroliramo številnimi testi, dnevno jih je več kot 100. Ob koncu zdravniki še opozarjajo, da obravnava pacienta, ki je zgolj sumljiv, traja približno 3-krat dlje od obravnave drugih. Slovenija se je danes pridružila 7 državam, ki obeležujejo praznik športa. Za ta dan so se poslanci v državnem zboru odločili, saj je na ta datum veslaški dvojec v sestavi Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec z malokalibersko puško v trojnem položaju leta 2000 v Sidneju osvojil prve zlate olimpijske medalje za samostojno Slovenijo. Praznik sovpada s prvim dnem Evropskega tedna športa, ki bo letos potekal že 6. in sicer med 23. in 30. septembrom. Organizatorji pa upajo na 200 000 aktivnih udeležencev. Pokrovitelj praznika, predsednik Borut Pahor, je spet pripravil dan odprtih vrat v svojem kabinetu, tudi drugih športnih in rekreativnih dogodkov pa v državi ne bo manjkalo. Kot zanimivost omenimo še države, ki poleg Slovenije obeležujejo praznik športa. Te so Indija, Iran, Malezija, Katar, Turčija, Tajska in Japonska. Vreme. Jutri bo oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 19 stopinj Celzija.
Opoldne smo v Krajinskem parku Gorička namerili 19 stopinj, v Murski Soboti 20, v Radencih in v Lendavi pa 21 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno z nekaj dežja, drugod bo deloma sončno s kakšno kratkotrajno ploho, pihal pa bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 11 stopinj, dnevne pa okoli 26 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine na zahodu okrepile in se v petek razširile nad večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte, pihal pa bo južni veter. V soboto bo dež ponehal, hladneje bo, na Primorskem bo pihala burja. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 9 do 15 stopinj, dnevne pa od 15 do 24 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.